Ne pričakujte podrobnega testa prenovljene 308, ker smo takšen karavan s tem motorjem in z opremo Allure že imeli na testu. Zato je v bistvu tokrat pomembna le prenova. Ampak tudi ta ni tako obsežna, da bi zahtevala dolgo razlago. Ja, luči so nove in odbijač je malce drugače zašiljen, ampak so spremembe komaj opazne. Boste morali 3-krat pogledati, da boste ugotovili, da je res malce bolj moderen. Podobno je znotraj, oblikovnih sprememb skoraj da ni, je pa 308 postal bolj pameten, predvsem varnostno. Asistenčnih sistemov je veliko, pri tej opremi Allure je serijski sistem za prepoznavo znakov, za nezbranost voznika, nenamerno menjavo voznega pasu, samodejno preklaplja med dolgim in kratkim snopom, tudi sicer odličnih luči in še samodejno zna zavirati. Predvsem pa vsi sistemi zelo neopazno bdijo nad voznikom in pomagajo samo takrat, ko je res treba. In to mi je všeč. Znotraj je prostora dovolj, okolje je prijetno, ker je dobro sestavljeno, dobro izgleda in materiali so fajn. Se pa pozna, da je Peugeotov iCockpit že napredoval, ker je na primer v 3008 bolj pregleden, pa ne mislim samo tole pri merilnikih, tudi upravljanje klime in ostalega je v 308 še vedno malce nerodno. Za vsako spremembo postaje ali pa temperature je treba večkrat pritisniti in vse skupaj je še premalo odzivno. Vozniško je še vedno povprečen, sicer dovolj udoben in dokaj lepo čepi na cesti, je pa krmiljenje preveč umetno in premalo komunikativno. Pod črto je avto dober, je pa res, da takšen stane 25 000 evrov, kar ni malo, tekmecev je pa veliko.